Dober dan, lepo pozdravljeni na našem webinarju. Danes je z nami Tomaž Lukman, naš success coach, spremljam ga Barbara. Tomaž se pri nas ukvarja predvsem s strankami v B2B in pa tudi z nekaterimi v B2C segmentu. Ima pa veliko izkušenj tudi na področju tržnih tehnik, kot pa tudi vsebin, ki vodijo k povečanju prodajne uspešnosti naših strank, pa tudi njihovih strank, tako da je zagotovo prava oseba, da nam pove nekaj več, da nam tudi svetuje, kako ustvariti oziroma oblikovati strategijo, kako definirati persone, torej kaj jih zanima, katere vsebine potrebujejo, skratka, vse elemente, da lahko začnete in potem tudi uspešno izpeljete vsebinski marketing. Danes vam bo v nekaj korakih skušal pojasniti oziroma prikazati nekaj osnov. Če boste imeli pa kakršnakoli vprašanja, vam bo pa Tomaž na koncu zaupal tudi svoj e-naslov, kamor mu jih lahko pošljete. Tomaž, zdaj pa ti kar predajam besedo, izvoli. Hvala lepa, Barbara. Lep pozdrav še z moje strani. Barbara me je lepo predstavila, tako da se jaz ne bom še enkrat. Za začetek vam bom povedal eno resnico, ki pa vam najbrž ne bo všeč in upam, da zaradi tega ne boste nehali poslušati. Vašim strankam je vseeno za vas, za vaše izdelke in za vaše storitve. Mar jim je samo zase. To naj bi bil uvod v moj webinar, ker če tega dejstva ne želite sprejeti, potem boste težko uspeli izkoristiti potencial vsebinskega marketinga. Gre namreč za to, da se morate sprijazniti s tem, da ne ponujate nič takšnega, kar ne bi mogli kupci dobiti drugje. Po vsej verjetnosti niste Apple, Nike, Google in te znamke, ki imajo svoj following, ker drugače bi jaz najraje zdaj ne poslušal vas. Zavedati se morate, da namen vsebinskega marketinga ni prodajati, pač pa ljudem pomagati s koristnimi vsebinami. Pa vendar, če bodo kupci spoznali, da jim znate rešiti njihov problem, vam bodo zaupali in hoteli poslovati z vami. In ne nazadnje, če bodo vaši kupci uspešni, boste uspešni tudi vi. Uspešnost pa boste na koncu merili s prodajnimi številkami. Brez skrbi, ne bom vam prodajal traktorjev, pravzaprav vam ničesar ne bom prodajal danes. Vsebinski marketing ne prodaja ničesar. Ker to, kar počnem ta trenutek, ta webinar, to je del Frodixovega vsebinskega marketinga in naš cilj je v prvi vrsti ponujati koristne vsebine, s katerimi želimo privabiti in izobraževati točno določeno in razumljeno ciljno skupino. Če bodo te naše vsebine relevantne in konsistentne, in če bodo za vas na koncu dneva imele vrednost, se boste vračali. In ko boste enkrat potrebovali pomoč, ko boste imeli težavo ali izziv, ki je ne boste mogli sami rešiti, boste vedeli, na koga se obrniti. Takrat pa se bomo pogovarjali tudi o prodaji. Zakaj je torej ta traktor na sliki? Verjeli ali ne, vsebinski marketing, zametki vsebinskega marketinga segajo v 19. stoletje. Ko se je en kovač po imenu John odpravil na zahod ZDA iskat kruh in svojo poslovno priložnost. Kmetom v Illinoisu je sprva prodajal osnovna poljedelska orodja, ampak znal je prisluhniti njihovim težavam. In njihova glavna težava je bila, da rodovitna zemlja v Illinoisu ni omogočala oranja z plugi, ki so jih takrat uporabljali. Torej železnimi ali pa celo lesenimi plugi. Izdelal je jeklen plug in naredil za tiste čase revolucijo. Omogočil je kmetom lažje oranje zemlje in s tem, ko je prisluhnil njihovim težavam, in ponudil seveda tudi rešitev, so kmetje lahko bolje delali in tudi bili bolj uspešni pri svojih dejavnostih poljedelskih. To je počel tudi celo svoje življenje, je pač izboljševal izdelke, ampak vedno je prisluhnil
kaj so težave, ki jih imajo tisti, katerim je namenjal te izdelke. Njegovo podjetje se je imenovalo John Deere, danes ga pa večinoma vsi poznamo kot enega največjih proizvajalcev kmetijske mehanizacije. Leta 1895, ko je bil že John Deere pokojni, je podjetje izdalo revijo The Furrow, ki izhaja še danes, ima nekaj milijonov bralcev in ne, ni katalog izdelkov, kot bi pričakovali, ampak gre dejansko za medij, ki je kmete že takrat in tudi danes spoznava s tehnološkimi novostmi in jih uči, kako lahko izboljšajo svojo dejavnost. In na koncu so tudi seveda zaradi tega uspešnejši. Točno to, kar je cilj tudi vsebinskega marketinga. Pa še en primer bom dal. Kmalu zatem, 5 let zatem, leta 1900 je Michelin, ki je izdeloval pnevmatike, izdal 400-stranski priročnik, kako vzdrževati avtomobile in napotki za potovanja, za nastanitve na poti in tako naprej. 35.000 izvodov tega priročnika so podarili, potem so pa ugotovili, da lahko z njim tudi zaslužijo. In so ga začeli prodajati in danes Michelinovi priročniki še vedno veljajo za ene najboljših turističnih vodičev sploh. In to sta samo dva primera, kako se je že v daljni preteklosti uporabljalo vsebinski marketing kot enega najboljših trikov v rokavu tržnikov. Še malo bomo gledali slikce lepe. Tole če imate otroke in ali pa če spomin na Lego kocke še vedno živ, potem niste mogli mimo tega filma. Vseh 100 minut Lego movija, risanke, ki ste jo gledali, je popolni vsebinski marketing. Reklama za igrače, za katero ste celo plačali. Zdaj veste, kakšna je odlična marketinška vsebina, tista, za katero ste celo pripravljeni plačati. Pravzaprav je celotna Legova zgodba en sam velik vsebinski marketing. Lego je imel do 80-ih let prejšnjega stoletja monopol dejansko. Ne? Ampak so se v 80-ih in nato še v 90-ih začeli pojavljati na trgu tekmeci, ki so izdelovali podobne igrače iz kock, kar ni neka velika znanost. Ne? In Lego je začel razmišljati, kaj bo naredil, da bi se pač zoperstavil temu navalu konkurence. Odzvali so se z izjemno marketinško strategijo, svoje junake so oživili in okoli njih začeli pripovedovati zgodbe. Vsaka njihova serija izdelkov ima svojo zgodbo, svoje junake, svoje podznamke celo. Če greste na splet pogledati lego.com, boste najdeli vse, kar predstavlja vsebinski marketing in to v najlepši luči. Svoj marketing so razvili tako, da so dejansko postali medijska hiša. Oni so zdaj s tem bliže medijem, kot pa dejansko proizvajalcev igrač, čeprav je njihov osnovni cilj še zmeraj prodaja igrač. Vendar je njihov poslovni model produkcija medijskih vsebin. Danes, v digitalni dobi, so vsa podjetja neke vrste mediji. Tudi mi smo mediji. Vsi imamo možnost komunicirati neposredno s svojo ciljno publiko. Ne rabimo več od drugih medijev, ker lahko vsebine ustvarjamo sami. Je pa med tradicionalnimi mediji in znamkami podjetij pomembna razlika. Tradicionalni mediji ustvarjajo vsebine zato, da jih prodajajo bralcem in pa prodajajo glasni prostor. Znamkam vsebine ne pomenijo direktnega zaslužka. Z njimi privabljamo kupce in jih tudi zadržujemo. Negujemo odnose z njimi in jih zadržujemo. V osnovi pa so blagovne znamke precej podobne medijskim hišam. Borijo se za pozornost kupcev s koristnimi vsebinami. Eden glavnih izzivov tržnikov je prepričati vodstvo, da je treba še nekaj dodatnega denarja, ki ga že tako veliko namenijo marketingu, nameniti še za vsebinski marketing. Naštevam samo nekaj glavnih številk, ki so naklonjene vsebinskemu marketingu in dejansko kažejo koristi vsebinskega marketinga.
Vsebinski marketing stane 62% manj kot tradicionalni marketing, pri tem pa ustvari kar 3-krat več potencialnih kupcev. Stopnja konverzije na spletnih straneh, ki imajo vsebinski marketing, je 6-krat večja od tistih, ki tega nimajo, ki imajo samo predstavitve svojih izdelkov, neke vrste kataloge. Vsebinski marketing ustvari 97% več vhodnih povezav. To pomeni, da veliko več ljudi prihajajo zaradi vsebin na naše spletne strani, kot pa če tega ne bi imeli, ker pač iskalniki indeksirajo v večji meri takšne vsebine. Z blogi ustvarjamo 55% več prometa na spletnih straneh in tudi 126% več leadov kot tista podjetja, ki ne blogajo. 43% podjetij ustvari nekaj prodaje skozi bloge, tudi to je mogoče, čeprav blogi niso namenjeni direktno prodaji. In pa 71% spletnih kupcev meni, da blogi ugodno vplivajo na njihove nakupne odločitve, ki so se v današnjem času zelo spremenile in dejansko kupci pridejo v stik z samim prodajalcem zelo pozno v samem nakupnem ciklu. Po Googlovih podatkih povprečen kupec pregleda več kot 10-15 vsebin, preden se odloča za nakup. Ti podatki so dostopni na spletu od Demand Metrika, od HubSpota, Content Plusa in Aberdina. To niso naše statistike. Strategija. Danes se vsa podjetja ukvarjajo pretežno s svojim digitalnim nastopom. Ta kanal je najbolj dostopen vsakomur in danes ga je res vredno izkoristiti, ker je tudi najcenejši. Vsebine so srce vaše digitalne strategije. Če bi radi svoje spletne strani naredili učinkovito orodje, ki bo sposobno pritegniti publiko in jo konvertirati v možne kupce, v leade, kar zavihajte rokave in začnite pisati. Potem pa še malo pišite, ker treba je veliko vsebin ustvariti. Z ustvarjenimi vsebinami pa si zapomnite eno, ne boste prodajali. In če to želi kdorkoli narediti, mu to preprečite, ker te vsebine morajo biti koristne. Prodaja pride kasneje. Koristne vsebine, ki so razvedrilne, ki prepričajo in pa na koncu tudi izobražujejo. Ustvariti morate vsebine, ki bodo pritegnile kupce in jih na koncu tudi spodbudile k za vas dobičkonosnemu vedenju, seveda. Vsebine so tudi tiste, ki iskalnike usmerijo na vašo spletno stran. Če vas najdejo iskalniki, vas bodo nedvomno našli tudi stranke in potencialni kupci. Torej, brez strategije vsebinskega marketinga ne bo šlo, saj je konkurenca precejšnja. Z jasno zapisano strategijo boste lahko učinkovitejši, morate imeti zapisano, ne samo na pamet, ker z njo boste prepričevali tudi spet vaše vodstvo. Učinkovitejši boste pri uporabi taktik vsebinskega marketinga in družabnih medijev in lažje boste seveda vse te naložbe upravičili v povezavi z vsebinami, ki jih bo pokril marketinški budžet. Vaša strategija vsebinskega marketinga mora vsebovati poslovne cilje, potrebe vaših strank upoštevati in imeti natančen načrt, kako in s kakšnimi vsebinami jih boste nagovarjali. Vsebine morajo biti prepričljive, ker sicer strategija ne bo uspešna. Je pa vsaka strategija drugačna, seveda odvisno od podjetja, ki jo pripravlja, odvisno od izdelkov, od storitev, ki jih ponujajo, ampak vsebuje
običajno te elemente, ki so na slajdu. Inovativni poslovni primer. Ta pojasnjuje razloge za ustvarjanje vsebin, tveganja in vizijo uspeha in služi predvsem prepričevanju vodstva, da je strategija vredna naložbe. Če boste pri opisovanju uporabili katero od prej naštetih številk, statistik, bo vaša strategija še toliko bolj prepričljiva. Poslovni načrt vsebinskega marketinga, ta zajema cilje vašega vsebinskega marketinga, kaj je ključna vrednost vaše vsebine in podrobnosti poslovnega modela. To je lahko povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, to so dejansko vaši cilji, povečanje zvestobe kupcev, če jim vaše vsebine pomaga reševati probleme, se bodo zagotovo vračali. Gre tudi za izobraževanje kupcev, cilj pa je lahko seveda tudi vzpostavljanje in gradnja odnosov s kupci. Buyer persone, zelo pomembna plat strategije in pa načrt vsebin. Gre za opis specifične ciljne publike, za katero boste ustvarjali vsebine. Tudi navedene so njihove potrebe in v samem načrtu vsebin določate predvidoma, kako dolgo bodo vaše vsebine koristile in kako jih boste objavljali. O buyer personah bom pol še malo več povedal. Zdaj pa, če grem kar naprej, ključna sporočila vašega podjetja in zgodba podjetja. To so vsebine, ki jih bo ključna sporočila so dejansko stvari, ki jih morajo vaše vsebine komunicirati naprej. Razlikujejo se od konkurence, sporočila podjetja, to, kar želi podjetje govoriti, so stebri vaše vsebine in to mora biti v vseh vaših vsebinah razvidno. Načrt deljenja vsebine po kanalih, katere kanale boste uporabljali in platforme, tudi o tem bom še nekaj malo kasneje povedal, in pa seveda merjenje učinkovitosti. Brez tega vsebinskega marketinga ni. Danes nam omogoča internet dejansko merjenje skoraj vsega. In ob izbiri ustreznih kazalnikov, ki vam bodo pomagali doseči zastavljene cilje, boste lahko uspešno strategijo tudi izvedli. Spoznajte svoje kupce. To so vaše buyer persone. Ko pripravljate marketinško in prodajno strategijo, ne morete mimo definicije buyer persone. In še eno odkrito zadevo bom pač povedal. Če mislite, da so vaše buyer persone iste kot tiste izpred 2 let, potem se motite. Vaši kupci se spreminjajo. Ljudje danes spreminjajo nakupne navade in potrebe hitreje kot kdajkoli. Če ste še včeraj prodajali eni skupini kupcev, se danes lahko pojavi druga demografska skupina, ki je višje na lestvici nakupne zrelosti ali ima povsem nepričakovano potrebo, ki jo lahko reši vaš izdelek. Pa se vi tega niti ne zavedate. Svoje kupce ali možne kupce morate oceniti vsaj 2-krat na leto in poskrbeti, da razumete, koga nagovarjate. Če veste, kdo vas posluša, mu boste znali odgovoriti v pravem tonu in s pravo vsebino. Z definiranjem buyer person lahko bolje razumemo vedenjske cilje klientele. Vedenje ciljne klientele, pardon. Treba bo raziskovati, da bi razumeli, kaj resnično hočejo. In zanimajo nas naslednji elementi. Način ali stil življenja, njihove nakupne navade, njihovi nakupni procesi, kakšne so njihove odgovornosti, viri informacij, katerim zaupajo, kakšna so njihova pričakovanja, kaj jih veseli, kaj jih razžalosti, kakšni so njihovi kriteriji odločanja, kaj je tisto, kar bo povzročilo, da bo
določen kupec iskal točno določeno temo, vsebino vezano na vaše podjetje. Ali ima persona ključno vlogo, ali ima koga, ki vpliva na njegove odločitve in kje se ta vpliv izvaja, o čem se pogovarjate. Prepoznavanje vaše publike je lahko enostavno ali pa zapleteno, odvisno kolikšen pomen pripisujete vsebinskemu marketingu. Facebook, na primer, ima zanimive demografske podatke, še bolj učinkovito je pa, če kdaj izvedete kakšno enostavno anketo. Verjemite, da boste veliko izvedeli o vaših kupcih. Tako boste najbolje vedeli, kakšen odnos morate ohranjati z vašimi strankami in kakšno vsebino ustvarjati, da bo primerna pričakovanjem, potrebam in ciljem vaših potencialnih strank. In vaše obstoječe stranke so najboljši vir teh informacij. Informacije o tem, kaj delate. Svoje podjetje morate videti skozi oči vaših strank, da boste na koncu vedeli, kako ciljati podobne ljudi in širiti vašo bazo kupcev. Učinkovitost. Merjenje učinkovitosti na podlagi definiranih ciljev kampanje. Vsak cilj kampanje ima svoje KPI-je, te ključne kazalnike uspeha, vendar je nekaj vseeno skupnih. S temi boste lahko preverjali, kako deluje in kaj ne deluje, kje vsebine so koristne, na koncu boste ocenili kakovost strategije celotnega vsebinskega marketinga. Strategijo pa morate tako ali tako redno optimizirati in jo prilagajati, saj se razmere na trgu spreminjajo čez noč. Spremljamo lahko naslednje kazalnike. Promet na vsebinah. To pomeni, koliko ljudi se ogleda posamezno vsebino. Referrali, to so spletne strani, iz katerih prihajajo vaši obiskovalci. Več jih je, bolje je za položaj vaših vsebin v iskalnikih. Čas, ki ga preživijo bralci na vaši strani. Povprečen čas, ki ga obiskovalec porabi na vaši spletni strani, je daljši, boljše. Število ogledanih strani. Če želimo, da obiskovalci ostanejo čim dlje na vaših straneh, jim morajo biti tudi druge vsebine toliko zanimive, da si jih ogledajo čim več. Bounce rate. To pomeni stopnjo odhodov spletne strani po ogledu prve prikazane strani. Če je nižji odstotek, je veliko bolje, kot če je ta številka visoka. Delitve na družabnih omrežjih. Tega si želimo vsekakor čim več in zato poskrbimo, da bo naše vsebine možno zelo enostavno deliti na čim več družabnih omrežjih, seveda tistih, ki so primerne za naše vsebine. In to z enim samim klikom. Konverzije. Zelo pomemben podatek. Koliko ljudi je v prihodu na stran pustilo svoje podatke s prijavo recimo na newsletter, na webinar, na neko, da je lahko preneslo neko vsebino, nek dokument ali pa sprejelo kakšno drugo ponudbo. Tem, ki se konvertirajo na tak način, pravimo tudi leadi in to so naši dejansko najbolj vroči kupci. Posamezni obiskovalci. Seštevek vseh posameznih obiskov kaže na priljubljenost in razširjenost naših vsebin. In pa še na koncu prodaja, ki izhaja iz vsebin. Spet en kazalnik, ki bo zelo pomemben za vodstvo podjetja. Kaže na to, koliko je dejansko realizirane prodaje na podlagi vsebin. To se direktno težko meri. Je pa mogoče slediti nakupom na različne načine. Če potekajo na primer prek spletnih strani, če imate spletno trgovino, kjer se ljudi že prej zanimajo o določenih vsebinah, se jim da slediti in na koncu videti, da je bila na podlagi tega napravljena tudi, da je bil na podlagi tega napravljen nakup. Tudi prodajalci vedo, ali se v pogovorih s kupci ena na ena, kdaj omenja kakšna vaša vsebina iz spletnih strani in to lahko prodajalci komunicirajo naprej in poročajo, da dejansko so bile določene vsebine bolj koristne pri nakupni odločitvi kupca.
Sicer pa v trgovini, naprimer, prodajalcev ni nikoli težko vprašati, kje so naprimer, kupci izvedeli za vaše podjetje oziroma za vaš izdelek. Kakšne so torej vsebine, ki jih pripravljamo? Vsebine bodo presek vaših ciljev in pričakovanj vaših strank. Tako kot to počnejo v uredništvih medijev, boste morali tudi vi definirati nekaj osnov, da boste ohranili ton komunikacije, vrednote, ki jih nosi vaše podjetje, in pa seveda način komunikacije. Tudi oceno že ustvarjenih vsebin je potrebno narediti, da ugotovite, kaj je v preteklosti funkcioniralo in kaj ne. Na slajdu so navedeni samo nekateri primeri vsebin, teh je lahko še mnogo več, te so najbolj pogoste v vsebinskem marketingu. Že sama spletna stran, landing page, je lahko del vsebinskega marketinga, kot tudi blogi, družabna omrežja, na koncu koncev tudi gradivo v fizični obliki je vsebinski marketing. Glede na vaše buyer persone, ki ste jih določili, boste tudi bolje vedeli, kakšne vsebine so za koga primerne. Naj vam sam naslikam en primer, kako se odločati, kakšne vsebine so primerne za vaše kupce. Ste recimo prodajalec toplotnih črpalk, v tem trenutku se pripravljate na nove prodajne izzive, ki jih boste začeli uresničevati konec poletja. In kaj je tisto, kar vaše kupce zmeraj najbolj zanima? Razmislite, na kakšno vprašanja morate dnevno non-stop odgovarjati vašim strankam, in se vam zdi, da se pol dneva ukvarjate samo z odgovarjanjem na ena in ista vprašanja. Kaj vas sprašujejo, katere težave imajo, kje jim lahko dejansko pomagate. Naredite si seznam vseh vprašanj in začnite pisati odgovore. Vsako vprašanje, odgovor na to vprašanje, en blog zapis. Naj bodo to koristni nasveti, pojasnila, predlogi izboljšav. Tisto, kar lahko kupcem date kot dodano vrednost, kot neko znanje, ki ga oni ne morejo drugače dobiti. Tako kot stranki pojasnjujete po telefonu, ko vas sprašuje, kakšno toplotno črpalko kupiti, kako jo namontirati in tako naprej, ali pa v pogovoru na 4 oči s stranko v trgovini. In ko boste nabrali dovolj takšne vsebine, začnite obstoječim strankam pošiljati reden newsletter, v katerem jih obveščate o novih zapisih. Pri tem smo uporabili blog in newsletter, seveda tudi landing pages so za bloge primerni, in to je en primer, kako se lotiti čisto enostavno vsebinskega marketinga, in verjemite, da boste pri tem zelo učinkoviti, ker takšnih vsebin ne najdete povsod. Kanali distribucije, tudi to je treba si izbrati glede na vsebine, ki jih pripravljate. Izbrati je treba najboljše platforme, preko katerih se boste delili in širili svoje vsebine, in tudi format, v katerem bodo vsebine objavljene. Tu govorimo o vaši spletni strani, o vašem blogu ali gostujočem blogu. Družabna omrežja so zelo pomembna, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, malo morje, pač ena so bolj primerna, druga ne za določene vsebine. Newsletteri so ena bolj učinkovitih metod dostavljanja in obveščanja o vaših vsebinah. Dejstvo je, da e-mail je še vedno eden glavnih distribucijskih kanalov v poslovanju, v poslu, in to je potrebno uporabljati na način, da pridejo vaše vsebine do vaših strank, do tistih, ki so obstoječe, in pa seveda tistih, ki prihajajo prek drugih kanalov,
do vaših vsebin in se naročajo na newslettere, ker hočejo biti obveščeni o novih vsebinah. Sporočila za javnost sem dal gor, sicer so to postala mogoče manj učinkovita metoda, glede na to, da se pač mediji do te mere spreminjajo, da ne objavljajo več takih vsebin, oziroma tudi medijev je premalo specifičnih medijev za določene segmente industrije. Ampak v določenih primerih pa lahko tudi sporočila za javnost še vedno delujejo in dosežejo ustrezno publiko. Lahko, da boste s časoma ugotovili, da nekateri od teh kanalov niso učinkoviti oziroma ne delujejo več, ali pa da prek njih ne dosežete prave ciljne publike, niti vaših poslovnih ciljev. Takrat je treba oceniti, ali nadaljujete, ali prenehate in poiščete drug kanal, učinkovitejšo platformo za vaše vsebine. Zaradi različnih pristopov do strank se lahko tudi med samo kampanjo že pojavijo novi cilji in že takrat morate določiti ustrezno platformo in jo na primer zamenjati. Izbira ni nikoli zabetonirana. Vsaj na začetku, ko boste začeli z vsebinskim marketingom, se verjetno ne boste mogli izogniti oglaševanju vaših vsebin, oglaševanju v družabnih omrežjih, na iskalnih omrežjih, Display Network, Google. To pač enostavno je še zmeraj potrebno, da pridete do potencialnih kupcev. In seveda ne pozabiti na optimizacijo za iskalnike. Če iščete hiter uspeh vašega vsebinskega marketinga, če imate kratkoročen projekt, ki bi ga radi podprli z vsebinami, ali pa iščete načine, kako čim hitreje privabiti obiskovalce in postati vplivni na svojem področju, potem vsebinski marketing nikakor ni za vas, saj bo njegov učinek razočaral. Vsebinski marketing je tek na dolge proge. To je kot ribištvo, kjer je potrebno veliko potrpljenja, da se riba ujame v zanko. Gre za spremembo življenjskega sloga in ne za hitro poletno dieto, kakor so zdaj aktualne spet. Hitrih rezultatov ne morete pričakovati. Razočarani boste nad časom in denarjem, ki ga boste vložili v vsebinski marketing, če boste pričakovali takojšen učinek. Zato se vam bo zdel pol na koncu vsebinski marketing neučinkovit, kar pa je daleč od resnice. Je neverjetno učinkovit način trženja vaše poslovne ponudbe, ampak pri njem je treba ustrajati pol leta ali pa 1 leto, da se pojavijo otipljivejši rezultati. Prepogosto se zgodi, da tržniki obupajo tik preden jim uspe z vsebinskim marketingom. Če pripravljate odlične vsebine, ne smete pričakovati, da bodo takojšnji odzivi na to, da boste dobili komentarje na blogu. Pol leta se ne bo verjetno zgodilo nič. Lahko boste merili, koliko je branost, ampak odzivov pa ne bo nobenih. Pač človeška narava je takšna, da vam ne zaupajo, dokler vas ne spoznajo. In to traja. Ljudje čakajo, opazujejo, mislijo si, da ste mogoče muha enodnevnica, da to ne bo dolgo trajalo. Izbire je pač enostavno preveč, da bi z nekaj dobrimi vsebinami prodrli in prepričali, da je pa to zdaj tisto pravo. Konsistentnost in redno objavljanje sta ključ do uspeha. Vsebine, ki jih ustvarite, imajo zato dolgoročno vrednost. Vsebinski marketing deluje še dolgo potem, ko se zaključijo in pozabijo običajne marketinške kampanje. Zato se pri vsebinskem marketingu dejansko izogibamo poimenovanju kampanje. Znebite se razmišljanja v smislu kampanj in začnite graditi na vaših vsebinah. In tako uspeh na dolge proge ne bo izostal. Hvala lepa.